pred volitvam odprl pisarno, zelo blizu te vaše. Nagovarjal volilce, ki so lahko prišli k njemu, jih poslušal, lepil slike z njimi, kot se poslušali v zidovi. Verjamem, da vi tega vsega ne boste počeli. Ampak vseeno me zanima, malo ste si le podobna, čeprav zanikate. Ja, zelo malo si podobna, ne? Tako da je težko zanikal ali potrdil, da so tako različna, da so si morda v tem podobni. Vsekakor so pa to tako različne zadeve, volitve za župana v Ljubljani ali za volitve za predsednika države, da so vsakršne primerjave zgolj umetne, ne mora nekaj stvarnega prikazati. Čudovanja vedno je, kako uspešna je njegova kampanja v Ljubljani. Tudi potem se ne bi rad primerjal, ker konec koncev smo na začetku kampanja, njegova kampanja je že precej časa končana. Verjetno bo naša kampanja tudi drugačna, ne bo enaka, ker so vprašanja drugačna, ker so vsebine drugačne, pa tudi jaz osebno nisem enak karakter, pa enak osebnost, kot je spoštovanje gospod Jankovič. Primerjave lahko delate in vam želim veliko uspeha pred tem samim pa prišel pred podatnikom. Naše aktivnosti No, marsikaj. Verjetno ne tisto, kar se bo dogajalo septembra in oktobra, ampak priprave na kampanjo, konec koncev uradna kampanja, kot veste, se začenja nekoliko kasneje. Pripravili bomo ustrezne dokumente, vsebine, ki bomo skušali potem tudi predstaviti v javnosti. Obiskali bomo nekaj krajev v Sloveniji, vsekakor že to soboto, recimo v nedeljo, se bomo udeležil komemoracije oziroma dogodka na Vršiču v spomin padlim oziroma umrlim ruskim umetnikom na tem mestu, ker se mi zdi, da je to potrebno izkazati spoštovanje za takim vrtu vojnega in drugačnega nasilja, še posebej pa, ker konec koncev mislim, da je nekaj te bratske krvi ostalo med Rusi in pa Slovenci kot slovanskimi narodi. Mislim, da je počastitev takega dogodka korektna in zahteva to od takega posameznika, kot je kandidat za predsednika republike. Če želi predstavljati neko republiko, našo državo v svetu in to odprto do vseh v tem svetu, predvsem pa v Evropi, kamor tudi seveda Rusija po svoje vsebini sodi. Torej, se zdi zelo primeren trenutek, da počastimo ta dogodek, da ga počastim, mislim, da se veseljem tega tudi odložil. Potem pa v nadaljevanju, seveda v avgustu, še mnogi drugi dogodki, takšni in drugačni, tam, kjer se bomo srečali lahko z ljudmi. Ne toliko na nekih zabavah, ampak tam, kjer bo neposredno tam tudi možen volitev in volivci, kjer bo ta razgovor mogoč, da ga ne bodo preglasili razni instrumenti in podobno, ampak da bomo lahko z njimi sedli ali pa stoje pokramljali in se o marsičem pogovorili, ker ljudi zanimajo, so tudi stvari, ki vas ne zanimajo. Novinare, torej je treba tudi njim ustrešni in se s njim pogovarjati o njihovih problemih, ne samo problemih, ki jih vidijo mediji. To je tako stvari z ljudmi potreben in nujen. V vseh dogodkih vas bomo naprej korektno obveščali. V tej pisarni boste imeli zmeraj na voljo vse informacije. Torej bi vas prosil, oziroma vam predlagal, da te informacije in želje, ki jih imate, uresničujete v teh prostorih danes, oziroma ponedeljka naprej. To bo najbolj učinkovito za vse. Programski dokument ste omenili, kako zdaj? Ja, za osnovna izhodišča, ki jih ima kandidat za predsednika, ki jih želi sporočiti, oziroma s katerimi želi prepričati volivke in volivce, državljanke in državljane. To bo v mesecu avgustu pripravljeno in bomo svojo potem tudi seznanili ne samo vas kot predstavnike javnosti, ampak tudi seveda širše ljudi s temi našimi idejami, našimi predlogi, tudi seveda z nekaterimi našimi odgovori na aktualno vprašanje in probleme, ki so v Sloveniji prisotni. Ali se boste udeleževali proslav raznih prireditev neodvisno od tega, da bo nam morda nekaterih ljudi Danilo odpirati? Ali se vseeno malo slišite po telefonu, kam je bilo bolje in kam ne? Vsekakor ne zavezujemo naših kolegov kandidatov, vsak ima svoj program, kadar se bomo srečali, bomo verjetno tudi kaj rekli med seboj, niso pa naši programi usklajevani, če mislite to vprašati, ker je nobene potrebe za usklajevanje, ne vsak ima svoj program.
In mislim, da bomo lahko, ker je Slovenija dovolj velika, vsi svoje programe v resnici, brez da bi imeli zaradi tega kdorkoli v mestu podržavljeni. Še kakšno vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem za obisk in za prisotnost in se videl, kot bomo lahko normalno videvali od ponedeljka dalje v teh prostorih, pa tudi sicer drugi, ker bojo prilike. Hvala lepa še enkrat. Prijetno, ponovati so ženske v sredi. Tokrat imate pa vi to srečo, gospod Gaspari. Srečo. Tako.